Tukaj pred nami imamo aparat za zunajtelesno membransko oksigenacijo, krajše temu rečemo ECMO, ki nam omogoča podporo življenjskih funkcij pri najbolj kritično bolnih bolnikih z akutno odpovedjo dihal, pljuč ali pa seveda tudi akutno odpovedjo srca. Zdaj v času pandemije COVID-19 seveda prihaja najbolj v uporabo veno-venski ECMO, to je aparat, s tem aparatom omogočimo, da nadomestimo funkcijo pljuč, kjer pride do popolne odpovedi, in z ostalimi metodami zdravljenja ni možno vzdrževati ustrezne izmenjave plinov, to je, da vzdržujemo normalen nivo kisika v krvi in seveda, da odstranjujemo ogljikov dioksid. Pri bolnikih, pri katerih pride do odpovedi pljuč, kjer s pomočjo mehanske ventilacije ne moremo več vzdrževati ustrezne izmenjave plinov, stavimo dve kanili, skratka, rekli smo, to je veno-venski ECMO, stavimo dve kanili, eno v femoralno veno, kjer kri odvzemamo, in drugo v jugularno veno, kjer se kri vračamo, in s pomočjo tega oksigenatorja tukaj zadaj potem omogočimo izmenjavo plinov. Vzdrževanje samih funkcij, v tem primeru pri veno-venskem ECMO pljuč, seveda lahko traja dalj časa. Vemo, da bolniki, ki seveda so okuženi s SARS-CoV-2 koronavirusom, pri njih gre za dolgotrajno zdravljenje, tudi lahko do 6 tednov. To aparaturo lahko uporabljamo, seveda, če ni zapletov, tudi mesec dni ali več. Seveda, če so kakšni zapleti, lahko pride seveda do strdkov v tem oksigenatorju, potem seveda ta oksigenator menjamo. Kanile pa seveda, če ni nekih lokalnih zapletov, v smislu krvavitev, karkoli drugega, potem seveda lahko ostanejo na mestu tudi več tednov. Na oddelku za intenzivno interno medicino smo do sedaj večinoma zdravili bolnike z odpovedjo pljuč zaradi drugih bolezni, ne ravno zaradi okvare pljuč zaradi SARS-CoV-2 koronavirusa. Seveda pri teh bolnikih, kjer pride do okvare pljuč, je smrtnost zelo visoka in bi preko 80% bi veliko teh bolnikov umrlo. Pri nas je nekako preživetje odvisno seveda od tega, koliko je bolnik star, in vse ostale bolezni se giblje nekje preživetje med 40 in 60%, kar se tiče naših dosedanjih izkušenj z ostalimi bolniki, ne s tistimi, ki so bili okuženi s SARS-CoV-2 koronavirusom.